Izkušnje v prastari obrti lončarstva sem pridobival na različnih mestih v Sloveniji. Obiskoval sem delavnice v Dolenji vasi, najbolj pa mi je ostal v spominu France Kremžar, ki je bil eden od tistih lončarjev, skozi katero delavnico je šlo ogromno lončarjev in pa keramikov iz mojega časa. Rad sem ga opazoval pri njegovem delu, stal je, vedno mi je rekel, tukaj se postavi in glej, kako delam. Jaz nisem imel dosti pojma takrat še o lončarstvu in praktično nisem znal niti gledati, kaj je potrebno narediti, da prideš do izdelka. Vedno mi je govoril, glej, kaj delam, pojdi domov in probaj. Kasneje, ko sem svoje znanje pridobival po lončarskih delavnicah v Italiji, mi je kapnilo. Vedno so govorili, il mestiere si ruba con occhi. Mojstrstvo se krade z očmi. Glino sem vedno v naravi iskal. Predvsem v mojem začetnem obdobju lončarjenja sem v reki Mirni naletel na precej kvalitetno in dobro glino. Predelal sem jo, precedil, namočil, posušil in tako dalje. In v tistem času sem imel srečo, da sem imel mašino, stroj, s katero sem jo lahko tudi predelal. In z njo sem naredil kar nekaj izdelkov na lončarskem vretenu. Vrtel sem tudi rdečo istrsko zemljo, vendar na žalost mi je pri peki popolnoma razpadla. Pri gradnji lucijskih blokov so vrtali 25-metrske oziroma 25 metrov globoke vrtine za temelje. Na plan je prihajala čudovita sivo-zelena glina, bila je čista, brez organskih ali kakšnih drugih primesi. Ko sem jo spekel, je postala lepe rdeče barve, pri višjih temperaturah je postala temno rjava. Glin sam več ne pridobivam, to je prezahteven postopek, ki terja sklop prilagoditev glede na tehniko izdelave, uporabo glazur in načinov peke. S podobnimi izdelki sem se pri delu srečal, ko sem dobil v roke brošuro, kjer je bil opis in risbe rimskega lončenega posodja. Oblike in prefinjenost podrobnosti me je vedno navduševala in navdihovala. Imel sem možnost izdelovanja replik oljenk, aret, raznih posodic, ki so jih uporabljali v prejšnjih časih. Obliko tubi fitili nisem nikoli prej videl, in me je celo zelo inspirirala, da so iz tega izdelovali oboke. Pri vrtenju na kolovratu lončarskem je zelo pomembno, kako pripravimo glino, kako si jo umesimo, da je čim bolj enovita. Recimo tlele imam dve kepe gline, ena je malo trša, ena je malo mehkejša in jih bom združil, tako da potem lahko z eno vrsto gline delam. Temu mesenju gline se reče ovnova glava, ker dobi en tak obliko enega ovna. Da dobim čim bolj enako velike izdelke, moram glino zvagati. Pri izdelavi tubusa fitila sem predvidel nekako 400 gramov gline. Tubus fitil bom probal narediti na vretenu na električni pogon. Pač danes se tako dela,
ker je mogoče delo na tistih starih kolovratih oziroma lončarskih vretenjih malo prezamudno in pa tudi utrujajoče. Predvsem pa je utrujajoče in določene stvari je tudi veliko težje narediti. Vsak lončar ima svoj pristop k vrtenju. Eni vrtijo z usnjem, eni z gobicami. Jaz sem pač se naučil v italijanskih delavnicah delati na kolovrat in delam v glavnem samo s prsti. In mi je ta pristop tudi najbolj všeč na koncu koncev. To je zapiranje izdelka, kar sem zdaj naredil, ta tulec. Pri delu na vrtenu je najbolj pomembna zadeva ta, da je vedno v nekem centru. In v bistvu se non-stop ukvarjamo samo s tem, da se izdelek enakomerno vrti po celotni dolžini. Jaz izdelke odstranjujem z jekleno žico. Pomembno je, da tukaj okoli izdelka ni vode, ker potem voda ustvari vakuum in ga je težje vzeti iz plošče, na kateri se vrti. Tle je zgodba veliko bolj počasna. Sigurno je pa tisti lončar iz Tunisa imel boljše vreteno od mojega. Vsaj boljši vztrajnik je bil. Vsa umetnost je v vztrajniku. Dlje, ko se on vrti, lažje je delati. Zato se tudi imenuje vztrajnik. Takole, izdelek je narejen na ta način, da je dno votlo in pri določeni trdoti, mogoče naslednji dan, ko se malo zasuši, se ga tudi obdela. Zdaj jaz ga bom pač obrezal. To je bilo verjetno pomembno zaradi tega, da je potem izdelek bil prirejen na to, da je lahko naslednji fitil, tubus šel v njega. Seveda, ko je bil izdelek popolnoma suh, se je potem obdelal še mogoče na bolj fin način in se potem tudi sestavljal za gradnjo obokov. Ko je bil suh, so ga spekli in potem so ga pač uporabljali v neke namene. Zadeva je na ta način funkcionirala. Tako da je šel eden v drugega in pod kotom je zadeva tvorila obok.
izdelki seveda so potrebovali določeno temperaturo in pa tudi določen čas za sušenje. Verjetno na tuniškem soncu se je to zelo hitro posušilo in izdelki niso bili problematični pri sušenju, zato ker praktično nimajo dna. Pomembno je bilo pa tudi to, da so se izdelki seveda skrčili in to so morali pri izdelavi upoštevati. Izdelek se pa krči glede na kvaliteto in vlažnost gline. Bolj ko je glina vlažna, bolj se bo skrčilo, oziroma več ko vode vsebuje glina, večji bo skrček. Bolj ko je suh izdelek oziroma suha glina, bolj bo skrček manjši. Ponavadi taki izdelki, kot je ta, niso pokali, to so nezahtevni keramični izdelki, ki so se proizvajali zelo masovno in mojstri so bili toliko zverzirani, da so ponavadi vsi izdelki uspeli in praktično tukaj ni bilo škarta. Škart je bil edino, če se jim je razbil. Kako ločimo, ali je bilo narejeno na ročno, na kolovrat oziroma na lončarskem vretenu, ali je bilo narejeno na tak način, ali je mogoče narejeno z vlivanjem, je v bistvu zelo enostavno. Pri ročnem načinu izdelave so vedno vidni prstni odtisi in pa ponavadi dno, kot je na tem izdelku, nam pove, kako je bilo narejeno. Ker takega dna na lončarskem vrtenu se ne da narediti, kot je tukaj ali pa tukaj, na tem izdelku, na tej šalici. To so recimo dva parametra, po katerih se vidi, ali je bilo narejeno ročno ali je bilo narejeno v nekih kalupih. Danes žgemo na več načinov. Lahko imamo električne peči, lahko imamo peči na plin, lahko imamo peči na drva, lahko imamo tudi peči na nafto. To Japonci dosti uporabljajo. Vsekakor pa za najino, to se pravi moje in ženino delo, najbolj odgovarjajo električne peči. Čas pečenja je zelo pomemben. Kadar so izdelki manjši po obliki, lahko grem hitreje z časom pečenja. Kadar so pa izdelki večji, bolj zahtevni, lahko pride tudi do pokanja, če bi bilo pečenje zelo hitro. Zato so te časi pečenja vedno prilagojeni na izdelke, katere pečemo. Izdelki, ki so pred vami, so nezahtevni in njih lahko pečem zelo hitro. Ponavadi, kadar je peč zelo polna, jo pečem nekje med 9 in 10 urami. Delo na lončarskem vretenu je za mene navdihujoče in pomirjujoče. Mogoče bi temu lahko rekel celo zen. Verjetno zaradi tega, ker se vrti, vse v življenju se vrti. Zemlja se vrti, mi se vrtimo, stalno v nekem krogu nekaj počnemo in tako dalje. Na lončarskem vretenu za spiralo dvigujemo izdelek in ta spirala je prisotna in to je tudi en del vrtenja. V keramiki so vedno presenečenja, posebno, ko se lotevaš novih tehnik in novih materialov. In nova pot do nenavadnih učinkov na površini izdelka. Morda je tudi v tem čar keramike.